Lepo zdrav in dobrodošli na še enem liveu Kripto dnevno. To je live, ki ga imamo vsak dan ob 9. zjutraj na Patreonu in seveda, če se mi želite pridružiti v živo in to spremljate kasneje preko YouTuba, so povezave spodaj v opisu in pri petem komentarju. In če me spremljate kasneje, se ne pozabite naročiti na moj YouTube kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega livea zamudili in seveda se priporočam tudi za kakšen všeček, kar seveda tudi požene algoritem. Mi smo imeli zdaj vikend za nami, danes je ponedeljek, 30. marec. In predtem smo imeli mi tale dvojni vrh in seveda od takrat naprej smo padali. Čez vikend ni bilo nobene take posebne aktivnosti. Smo pa tukaj na 15-minutnem časovnem intervalu, sicer zdaj to je bolj špekulacija, morda naredili vzorec dvojnega dna in očitno bi se znal izvesti zdaj v kratkem. Mi smo tole neckline mejo, jo bom zdaj označil. Če je to res dvojno dno, smo mi tole neckline mejo prebili. Ta je na okoli 67.000. Smo jo prebili in zdaj jo bomo šli testirati kot podporo. Ta meja mora zdaj držati. Kaj bi jaz zdaj tukaj gledal? Kar moteče, ker mi približuje. Zdaj, jaz bi gledal tole. Gremo dol do te meje, dobimo odboj in rastemo naprej gor. Če jo pa izgubimo, potem pa seveda lahko padamo naprej dol in v tem primeru je tukaj prva meja na okoli 65.700. Kaj se je zdaj dogajalo še preko vikenda? Ogromno kratkih pozicij. Kar precej. Zdaj, ljudje so seveda videli tale padec, to bo padalo naprej, dajmo staviti na padec. In te likvidnosti lahko zdaj delujejo kot magnet, torej magnet za navzgor. In v tem primeru, če se mi zdaj slučajno preobrnemo navzgor, če mi od tele meje dobimo odboj, imamo seveda tukaj ta prvo likvidnost na okoli 69 oziroma 70, oziroma ne, to je neckline meja, tukaj imamo označene likvidnosti. Ja, vse je na istem. Na okoli 70.000. Tukaj je ta glavna, ki smo jo označevali že prejšnji teden na okoli 72.000. To nam bo razkril tudi graf likvidacij, kot bomo videli zdaj malo kasneje. Tako da, ja, ta je naslednja in potem imamo še eno na okoli 74.000, ampak tako daleč ne bomo šli. Najprej bomo seveda spremljali te meje, torej ta glavne meje. Zdaj, trenutno, tale mora zdržati na 67.000. Če zdrži, če imamo odboj, potem imamo 70.000 in potem na 72.000. In seveda, če bomo rasli še naprej gor, imamo potem še 74.000. Kot sem že prej povedal, ogromno je bilo kratkih pozicij čez vikend. Tukaj vidimo, Bitcoin je bil kar precej preprodan čez vikend. Zdaj, pred kratkim, so pa ljudje začeli staviti na rast. Tako da ta meja na okoli 67.000 bo zdaj zelo pomembna. Tukaj moramo dobiti odboj, če želimo videti nadaljevanje rasti. Dajmo mi zdaj pogledati. Tukaj imamo 4-urni časovni interval, sem komaj zdaj opazil. Tukaj na 4-urnem, to je bila čista pomota, ker sem prej gledal, sem pozabil spremeniti nazaj.
Tukaj bo treba zdaj tudi gledati, če bomo, ja, na nek način smo mi že naredili skrito medvedjo divergenco, ampak glede na to, koliko časa je preteklo, je malo vprašanje, če se bo izvedla. Dajmo pogledati, če enourni časovni interval, ponavadi vedno pogledamo enournega, in kot vidimo tudi tukaj, očitno se nam je naredilo dvojno dno. Tako da bomo zdaj videli, če se bo tole dejansko izvedlo. Seveda, neckline meja na 67 000. Od tukaj moramo videti odboj in potem naslednja je na 70 000. Drugače, na enournem časovnem intervalu se mi zdi RSI kar lepo okej. Tako, dajmo zdaj še pogledati tukaj likvidacijski graf. Se spomnite, ko smo mi gledali prejšnji teden, tukaj sem naštimal na tedenski graf. Se spomnite, ko smo mi gledali prejšnji teden in je bila tukaj ena velika praznina vse do 72 000. Samo pogledajte vi zdaj to. Koliko pozicij se je nabralo preko vikenda in tukaj tele smo že pobrali na okoli 67 000. Naslednja, kot smo rekli, tudi označili tam na našem grafu na TradingView je 70 000 in še naslednja 72 000. Spodaj pa jih praktično nimamo več. Tako da ta likvidnostna območja bi zdaj res lahko delovala kot magnet, da se mi preobrnemo navzgor. Seveda cilj 72 000, ampak bomo videli, če se bo to dejansko zgodilo. Imamo komaj začetek tedna in to bo treba vsekakor spremljati zdaj. Dajmo pogledati zdaj še Ethereum. Ethereum je čisto podobna situacija. Tukaj smo potem padali kar direktno dol, označili smo dva scenarija, izvršil se je ta drugi. Ta prvi, za tegale smo rekli, da bi lahko šli testirati tole neckline mejo, od tegale dvojnega vrha nismo je šli testirati, smo padali kar direktno dol. In ja, situacija je podobna kot pri Bitcoinu. Tudi tukaj imamo očitno dvojno dno. Bikovski vzorec, njegova neckline meja na 2025. Če gremo mi zdaj tole testirati s tem popravkom trenutnim, ki se dela, moramo dobiti odboj. Torej, gremo testirati odboj in seveda rast naprej gor. Tole bom malce pobrisal. Rast naprej gor in to vse, lahko vse do tele neckline meje 2100. Naslednja, ki jo imamo označena, je na tam nekje 2185. Seveda, nasprotna smer, medvedja smer, če mi izgubimo tole neckline mejo, potem lahko padamo naprej dol, vse do tegale dna tukaj na okoli 1980. Bomo videli zdaj, kako se bo tole izvršilo. Tudi tukaj na enournem časovnem intervalu vidimo, smo imeli dvojni vrh, se je lepo izvršil. Padali smo dol in potem smo zdaj naredili dvojno dno, kar bi lahko signaliziralo preobrat. Zdaj, če se to izvede, tudi tukaj je ta glavna meja, naš ta glavni cilj na okoli 2100. Kar se tiče RSI-ja, je tudi tukaj. Ok. Je bilo pa tukaj pri tem dnu kar precej kratkih pozicij in te kratke pozicije se očitno, kar se Ethereuma tiče,
še vedno nadaljujejo. Tako da tudi pri Ethereumu bi to lahko bil magnet za preobrat in seveda rast naprej gor. Ampak, kot sem že večkrat opozoril, nič od tega se ne bo izgodilo, če mi izgubimo tole neckline mejo tegale dvojnega dna. Tako da to bo vsekakor treba spremljati še naprej. Seveda, če se bo zgodilo kaj posebnega, bom še dodatno obveščal preko Patreona in če se mi želite pridružiti tudi tam, so povezave spodaj v opisu in pri 5. komentarju. Če seveda spremljate to kasneje preko YouTuba. In če spremljate kasneje preko YouTuba, se ne pozabite naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega live zamudili in se priporočam tudi za kakšen všeček, če vam je bilo tole všeč. Pa tudi komentirajte spodaj. Se razvijajo kar zanimive debate in tudi zelo rad podebatiram z vami. No, tako, jaz vam zdaj želim en lep dan še naprej, en lep začetek tedna in se vidimo ponovno jutri ob 9. zjutraj. Čau, čau.